Dej, Zvonko, povej, kako sem se obnesem v ekipi, se ne obnesem, braj kakšno mlado, lepo. Slušaj, absolutno bi braj kakšno mlado, lepo, če sem že z jezika vzel, ampak je v redu, v redu. Bo, no, dobro. Prav je, punce, da se kome da še brzdajo. A ja. Ja, takele prizori so kar malo grozni, da so ljudje se stepejo za makarone. Neč vama ne bom naredil. Ne, kome ti napadaš, ali kaj? Ne. Gor sem hodil, pa kaj vem, skoraj 1 uro, dol bom prišel pa v 2 minutah. Lejte, kaj mi je človek kačo pokazal. Lejte, uboga reva, kako beži. Tisto tudi korajžen fest, a? Ja, lep si. Evo, moje potovanje v Namibijo se je začelo. Sem na Dunajskem letališču. Že takoj na začetku sem naredil neko neumnost, tako da sem zdaj slabe vole. Pozabil sem kovček zaklenit, pa imam ključavnico s seboj. Pozabil. Gužva bila najprej online čekiranje, tam brez človeka, potem online oddaja prtljage in se s tistem ukvarjaš in evo, jaz pozabil zakleniti kovček. Tako da sem malo slabe vole in bom zdaj skoživčen, dokler ne bom tisti kovček dobil tam v Namibiji. Brez veze si delam skrbi, morda čist brez veze. Pa tudi zdaj ne morem nič pomagati, ne. Je pa veliko stvari je bilo, ne. Plus tega mu sem preveč prtljage osebne, pa sem potem še z enim drugim se tam dogovarjal, da sem mu neke stvari dal, ke ni mu toliko kil, pa smo malo predjala, tako da, ja, znam si zagreniti življenje, tako da, čedalje bolj star, čedalje bolj neumen, čedalje tale glava slabš dela, tako da sem razočaran nad tole mojo trdo glavo. Enkrat bom še tole glavo nikje pozabil. Res sem jezen. In res sem komaj čakam, da pridem na Namibijo, pa da tisti kovček dobim. Evo, vkrcavamo se na prvi avionček do Frankfurta. Evo, prihajamo na letalo, lejte, kakšno lepa stevardesa. Hello. Thank you. Evo, tole je sicer za business class, ni za nas, da vam... Aha, lejte, tlele je business class, sem da vam na hiter pokažem. Malo drugače kot tlele, ne? Da je gužva, koliko imam? 42, čist na onem koncu sem. A se ni to slabo. Evo, prispel v Windhoek. Tale avion nas je pripeljal, vožnja, čisto enostavna. Sopotnica mi je dala tablet za spanje in zaspal sem. In ko sem se zbudil, smo bili 2 ure do tukaj, potem smo še zajtrk imeli in kar naenkrat smo zdajle tukaj. Zdaj pa samo še upam, da dobim svoj kovček, da se nekje zgublil, pa da še čez carino pridem, se veste, droni,
fotooprema in vse, je zmeraj lahko kakšen problem pride. Držite pesti. Evo, vse skrbi konc, prispel v Windhooku, prišla je prtlaga, jaz sem prišel, dron sem dobil čez, ni bilo nobenih komplikacij. Tako da zdaj pa en sam užitek, komaj čakam, da gremo, oziroma ena manjša težavca, jaz sem zaradi tega se ne bom sekiral. Tamle prodajajo SIM kartice, pa Zvone prav, da je predolga gužva za čakati, tako da ne bom zdaj mu še zgleda svojega interneta, kar me malo moti, ampak za umrt pa ne bo. Nič, se veselim raziskovanja tele čudovite in zanimive dežele. Tisti, ki še niste naročeni na moj YouTube kanal, nujno se naročite, samo kliknite gumbek, naročite se, pa zvonček, da slučajno ne zamudite kakšen dober video tukaj iz Namibije, ker bojo res dobri. Zdaj sem pa še SIM kartico zrihtal, tako da zdaj imam pa vse. Tam so šli sopotniki v neki spitu lokal, jaz sem rekel, jaz pa skočim, pa da vidim, če bo, jih bom malo naučil mu. Pride Zvone prav, Tomaž, ne bomo te čakali. Sem rekel, lej, gledam, ker boste vi vstali, jaz spustim vse, pa letim. In prišel sem na vrsto v 10 minutah, govorili so, da bom pa 1 uro čakal. Tako da zdaj sem vesel, imam 15 giga za 15 evrov. 25 giga za 15 evrov. Tako da ljudje bojo storiji, slike na Instagramu, tako da spremljajte, noro bo. Zdaj se že vozimo iz Windhooka, se pravi glavnega mesta Namibije, proti prvi točki, kjer bomo spali. Bomo tu spali kar nekje na prostem, ne v kampu. Drugače pa lejte, tole cesta 20 km ali pa še več, čist ravna. No, tle na vsake toliko časa se malo ustavimo, eni malo spijejo, jaz grem ponavadi na WC in to je to. Je pa vroče kar, čeprav smo kar na visoki višini, veste, nad 1500 metrov. Evo ljudje, tukaj le bo pa naš prvi tabor. Skrbi me samo malo, rečemo, kaj cesta zraven, ne, pa bo tu kadilo vse. Drugače pa ja, vse tu smo pričakovali, tako da vidite, vode nimamo, WC-ju nimamo, ampak čist dober. Zato sem šel jaz. Dobro jutro. Evo, prvi dan prespan v Namibiji, v šotoru, kakor ste videli. Spal sem nekaj srednjega, malo me je zeblo, imam slabo spalko, bo treba boljš nabaviti. Imam res tako za plus 20 stopinj, ne za, tle je bilo malo po 10 po mojem. Dobro, pa tudi šotor ni pojsla, tako da bi se zlagal, če bi rekel, da sem super spal. Se bom pa počasi tega navadil, čeprav moram po pravici povedati, da raj spim jaz na enem pojsli orang, ampak tudi tole ima čar, takole zjutraj vstaneš, puščava, še posebej super bo jutr po jutršnjem, ko smo res na nekih super placih. Ampak nič, zdaj pa naprej v akcija. Šotor pospraviti, pofruštkati, par stvari narediti, tako da bo pester dan pred nami. Evo, takole je ta naš tabor.
Zdaj pričakujem, da se bo zelo hitro segrelo na 20 stopinj, včeraj je bilo čez 30. Tako da vse po planu, tako kot sem pričakoval. Super. Zdaj celo zaliva. Tukaj pa smo prišli do ene vasice. Zvone je sicer rekel do mesta, ampak ni tole mest, par bajtic. Tam je črpalke in tole imajo razstavljene par telih starih avtomobilov. Tam zadaj so še traktor. Drugač pa da vam malo povem, kako je tukaj v Namibiji. Glejte, sončno, brez oblačka, fantastično, ampak veste kaj pa je? Sonce pa tako nažiga, da vam ne morem povedati. Res, zdaj sem se malo šel semle tole posnet in to me prav peče, pa sem namazan, ono ful, pa še brijem se ne glih za to. Dobro, tudi če ni bilo možnosti, ampak se bom manj bril glih za to, da me bo manj užgalo. Izredno močan sonce, ne. Tak suh zrak, tako da drugačno super. Lepa pokrajina, hribi okoli. Ta lepo šele prihaja, tako da glejte naprej. Še en tak zanimiv avto. Tole je staro, ima bi se skoraj upovedati staviti, da je več kot 50 let. Evo, tamle še eden, pa tamle odzad neki traktori. Tlele kar neki ful vse rihtajo, drugač pa pokrajina čudovita. Mislim, komaj čakam, da se tu sprehodim, kje kakšen trekking naredim. Majčkeno me je sicer strah tale hude vročine, ne? Ker da me ne bi užgalo, ne? Evo, tle še en stroj. Tamle vzad pa traktor. Dobro jutro iz puščave Namib. Evo, ravno kar je sonce ušlo, ful lepo pokrajina, vam bom pol na koncu pokazal. Upam, da se bo tudi na kameri vsaj približno tako videlo, kakor je v resnici lepo. Drugač pa evo, drugi dan kampirali kar nekje na prostem, brez vode, brez elektrike, brez tušev, brez WC-jev, kar je čisto okej, super pustolovščina, ampak bi se pa zelo zlagal, če bi rekel, da mi tuš ne bi pasal. Tudi zlagal bi se, če bi rekel, da je v šotoru bolj spet kot v hotelski sobi. Ejte, mogoče, mislim, jaz sem malo zlomljen, no, jaz rabim mehko posteljo, pa to tako, da bi raj, po pravici povem, raj v hotelski sobi, sicer ni nujno, da je to kaj posebenega, se veste, jaz sem skromen, ne kompliciram. Ampak je pa zjutraj, je pa ful luštno, ko se zbudiš v šotoru, pogledaš ven, čudovita pokrajina. Bi lahko rekel, ja, pogled z hotelom 6-7 zvezdic, ne vem sploh koliko obstaja. No, danes pa spimo menda v kampu, kjer bojo tudi tuši, WC-ji in tako naprej in komaj čakam, da se stuširam. Lejte, zdaj 2 dni smo že tukaj spali, se pravi, ni bilo tuširanja, pa še eno noč smo na avionu preživeli, tudi ni bilo tuširanja, tako da si zelo, zelo želim iti po tuš. Danes tudi ni bilo tako mrzlo po noč, kakor je bilo včeraj, včeraj je bila pa res mrzla za znort. Tako da sem se pa celo malo preveč oblekel, da sem celo po noč malo prešvical in sem se po noč slekel, včeraj sem se pa oblekel, ne, tako da nikoli človek ne ve, kako in kaj. Smo pa tole kar visok, včeraj smo bili na 1600 metrih, zdaj vam bom tole na pamet rekel. Imam občutek, da ko smo se vozili, smo se več vzpenjali, kakor spuščali, tako da bi rekel, da smo prej kakšen meter višji, kakor nižji. No,
Danes gremo pa pod eno sipino tako, mislim, rekli so visoko 300 metrov in tega se zelo veselim. Jutri gremo pa zjutraj ob 4 menda gor na sipino, da gor počakamo sončni vzhod. Tako da to bo prva taka stvar, ki se res veselim in res komaj čakam, tako da sem ful dobre volje, no, tako da noro, super. Nič, zdaj pa zajtrk. Jemo 3-krat na dan in ful dober je za jest. Tale kuhar Ludvik ful dober kuha, ampak je pa ne minus tega, da 3-krat na dan jemo, je pa to, ne, da pol veliko manj časa ostane za oglede in tako naprej, ne. To vse veste, 2 ure obrok vzame, kaj treba pol še vse pripraviti, vse pospraviti. Tako da jaz bi raje videl, da bi 2-krat jedli, ne, ampak glejte, jaz sem tukaj v skupini, tem se moraš prilagajati, na to sem bil pripravljen. Če bi me pa zelo vprašal, ne, ali je boljš sam potovati ali v skupini, bi pa kar rekel, da je boljš sam, ne. Ampak to je moje mnenje. Nekaterem je pa boljš v skupini, tako da to je čist tako pač. Jaz bi sam 2-krat na dan jedel, ne, pa pol malo več vidiš. Ampak glejte, to so čist neki brezvezni detalji. Sem čist zadovoljen, nič ne jambram, da ne bo kdo narobe razumel. Fino je, če ne bi šel s to skupino, pol sploh šel ne bi verjeten, tako da v Namibijo mislim, ne, tako da super. In tudi človek mora vse probati, ne. Tako da kakorkoli bi tukaj že bilo, je izkušnja, ne. Tako da izkušnje morajo biti. Nič, zdaj pa naprej, najprej zajtrk, pol gremo pa naprej in današnjega dneva se res veselim, ker bomo že na lep kraj prišli, se pravi, predvidevam, da bomo ono sipino gledali, potem pa jutri zjutraj, pa čeprav bo treba ob 4 vstati, noben problem, ali pa še malo prej, pa gor. Se veste, da jaz puščavo pa sipine obožujem. Nič, gremo dalje. Takole, vidite, je videti, tale puščava Namib, to so še bolj začetki, ni še sipin. Tamle v daljavi vidite naš kamp, na tej strani je takale zanimiva pokrajina, tamle zanimivi hribčki. No, na tej strani so pa čisto drugačni hribi, sicer je sonce ravno proti tej strani, tudi zanimivo, če bomo čas, jaz bi se sprehodil. Škoda nisem urico prej vstal, pa bi kajle gor na vrh šel. Bilo bi fantastično. Zdaj so izumili parni stroj. Ena panoramska izpuščave Namib, tamle v daljavi so noji, zelo lepo. Danes smo se neštetokrat ustavili na takih krajih. Veste, koliko odličnih fotk je ratalo. Tako da to vse vidite na Instagramu, res noro vam povem. Zdaj smo pa prišli do tega fascinantnega kanjona. Glejte, globok par 10 metrov in nadaljuje se dol kar nekaj časa. Tako da zdaj gremo dol, pa da vidimo, kako je noter. Tukaj tudi vidite, se ljudje sprehajajo, tudi mi se bomo. Zelo hitro smo po tej poti prišli dol, manj kot 5 minut smo rabili. Zdaj smo že v kanjonu in bomo pot nadaljevali tukajle. Drugače pa tukaj več kilometrov, če sem se prav zapomnil, več 10 kilometrov se tukaj kanjon naprej nadaljuje. Če bi jaz to sam bil,
bi verjetno si vzel čas, pa to enkrat zjutraj šel pa prehodu. Nič, zdaj gremo pa kar tukaj naprej. Nadaljujemo pot po kanjonu. Zanimiv. Včasih menda tukaj teče vode tudi 5 metrov. Ampak to se lahko naredi enkrat na 10 let ali pa še manj. Ač pa zanimivo. Upam, da bo to čedalje dlje časa trajalo. No, po tem kanjonu smo šli 100 metrčkov in zdaj gremo že proti koncu, ker tamle zadaj ne bi bila voda. Ja, evo, jaz jo že vidim. Sicer bi bilo zanimivo iti naprej. Sicer voda je malo taka sumljiva, da bi lahko človek celo rekel, da je kakšna kača noter. No, ampak bi šlo, pa bi bilo treba tam malo plezati, pa to. Jaz imam pa fotoaparat s seboj, tako da ne morem. No, tukaj, vidite, ko sta te dva drevesa, imamo pa mi kamp. Kakor slišite, kar piha. Jaz upam, da ko se bo ohladilo, da bo to nehalo piha, drugače pa lejte. Imajo dober biznis, sred puščave, kamp, nič kaj posebenega ti ni treba narediti. Pa lepo kasiraš, mislim, da je Zvone rekel 32 € na osebo. Pa se pravi, moraš imeti svoj šotor, vse svoje, ne. Vidite tegale majstra tlele pod drevesom. Ta majster me je prej napol in veste, da sem se ga kar fest ustrašil. Glejte, kako špicaste rogove ima na koncu. Če te s temole, tele dva tale, to sta dva tipa na levem, ki ga snemata, pa boste lepo te korajžno blišla. In glejte, zdaj bom jaz posnel ful dober video, ker jih bo mojster napol, sigurno jih bo napol. Boste videli, da jih bo. Ker jaz sem bil bolj deleč prej, pa me je razen, če se mu ne bo dalo ustati. Če pa sta te dva to korajžna, grem še malo bliže, drugače veste, me je pa čist strah. Tako da, ne, sta imela srečo. Jaz pa tudi grem, neč majster. Enkrat je bilo dosti živja. Komaj sem postavil šotor, lejte kako piha, ga zvija. Mal je previsok, tisti, ki imajo nizke, lejte, kar predstavljal ga če. Pa sem noter kamne tlele naložil po vsej teli strani. Ampak ne vem, če bo dost. Bomo videli, upajmo, da bo nehalo tole pihati. Zdaj, ko bo tema, pa ko se ohladi. Dobro jutro. Danes je pa dan, ko sem se ga najbolj veselil. Lejte, grem na tisto sipino, gor, ki je tam vidite, najvišji vrh. Big Daddy se imenuje. To je najvišja sipina v Namibiji. Lejte, pa tudi okol. Ful lepo. Lejte, meni je to taka lepota, da vam ne morem povedati. Tako da jaz bom tole maksimalno izkoristil in užival. Tako da, čeprav pravijo, da je zelo naporno gor prideti, vem, da ni lahko, ker jaz sem to že velikrat po puščavi hodil. Nazadnje dobre 2 leti v Maroku in vem, je bila več kot pol manjša sipina, pa sem se kar namatral. Ampak zdaj tle imam tako motivacijo, da bom sigurno prišel. Če crknem, bom prišel, res bom prišel. Tako da, wow! Dobro, mečken sem šel premalo levo, pa zdaj sem na pravi poti. Vidite, od zadju, špička tlele, pa po tem grebenu grem dol, drugače pa lejte. Ena sama čudovita lepota. Evo, tole je vsa višinska razlika, ki sem jo naredil. Jo je maksimalno 15 metrov, pa ni, 10 najbrž jo je. In me slišite, diham kot konj. Gor tamle na vrh je vrh. Prej, ko sem bil spodaj, sem rekel,
na dohvat ruke. In ko sem pa ljudi videl, kako so mehni, sem pa rekel, ne bo to tako enostavno šlo. Tako da tista začetni optimizem me je malo minil. Evo, gledajte, zdaj hodim po tem, skozi bom šel po tem grebenu in sem še vedno v merelkah, čeprav je po puščavi ful dober bo shoditi, pa zaenkrat mi gre v merelkah dober, ker pol jih moram še nesti. Tamle, ko so pa hrib začel, sem pa sezul, ker verjetno bo lažje, neč. Dajte tisti, ki gledate ta video, dajte preden gledate naprej, napisati, a mislite, da bom uspel priti gor, ali ne bom. Dajte, se tu nima veze, kaj napišete, napišite tako, kot mislite. Pa vkolikor še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, samo kliknite gumbek, naročite se pa zvonček, vmes, ko tole gledate. Mi to veliko pomeni za vzpodbudo, za še več takih lepih videov. Gledajte, tole je lepo, tako karkoli obrneš. Zdaj pa spet optimizem na višku. Gledajte, prišel sem več kot pol. Problem bo samo ta zadnji del, ampak je tukaj malo, tudi če crkneš, prideš gor, ne? Až pa moram po pravici povedati, da je veliko lažje, kot sem mislil. Niti ni tukaj strmo, niti mislim, da tole ni 300 metrov, ko vidite, ampak ne zato. Vse je tako fantastično, da ne more biti bolj fantastično. Lejte tole lepoto. Lejte tole lepoto. No, zakaj sem tako prepričan, da bom prišel? Zato, ker veste, prvo polovico je težje prideti, kot drugo, ker imaš pri prvi polovici še v mislih, da imaš se celo pot. Jaz sem pa zelo v mislih, takole, da pridem od spodaj, kar leta sploh ni neke velike strmine, tisto bom pa že nikako. Gremo. Zdaj je situacija taka, ko v slovenskih gorah, ko že misliš, da si gor, pa vidiš, da je še kar daleč. Tu se je zdaj meni naredilo, ampak prej sem rekel, da se mi ne zdi tule 300 metrov visok. Zdaj, ko tamle pa vidim dol ljudi, čist mehne pikce, si pa kar mislim, da je 300 metrov visok, da bi jih 200 ena drugega sigurno lahko dal, pa ne bi prišli do vrha. Meni je uspelo. Evo, prišel do vrha. Noro. Sicer sem šel cel čaj to bud, kar mogoče napaka, ker sem se zdaj sezul in je taka fini občutek, da vidimo, koliko je peska noter. Ja, nekega, kar je. Ja. Drugač, nikoli ne jed v puščavo v kakšnih tekaških čevlah, ki boste čisto uničili. Ker tu mivka režira čist, da ne moreš verjeti, ne. Drugač pa veste, kam pa zdaj? Zdaj bom pa tlele posedel, pa bom kar sedel. Pa sedel. Pol 11 imamo zajtrk dol tam. Tam, ko smo štartali, kad vsem smo prišli iz džipi. In tudi če zajtrk zamudim, bom pa lačen. Ker tole, vejte, tle dol sedeti, popazvati. Pa da veš, da si gor prišel. Pa se bo kdo rekel, da to ni nič. Ampak zame pa tudi ni bilo čisto lahko, če sem čisto iskren. In sem kar vesel, da sem prišel. Tako da jaz sem tudi prepričan, da bo od zdaj naprej, tudi zaradi tega, ker sem tole gor prišel, bo ta potovanje 5% lepše, danes pa 300. Če ne prišel, moram po pravici povedati, da je bil malo slabe volje. Zdaj, kdo bo rekel, zakopa tudi nekaj tekmovati, pa nekaj moraš pod vsakim pogojem. Lejte, življenje je lepo, če ti do enih stvari prideš na težak način. Lejte, tudi do bogatstva, če prideš čisto enostavno. Ni tisto nič uredno, ti samoumevno. Zato v življenju je treba garati kjerkoli. Ali v športu, ali v hribih, ali v poslu, da si srečen. In je zadnja leta sem kar srečen. Pa ne, da zdaj nekaj nakladam. Neko osmico bi si dal, če bi si odela do 10 oceno. In to je kar dober. Pa se nikoli ne primerjam z drugim, ker moja sreča ni čisto nič odvisna od nesreče ali sreče drugih. Ampak mislim, da je veliko, večina ljudi, če bi realno ocenila svojo srečo, bi ocenila za manj kot 8, nekateri tudi bistveno manj.
Ampak gledajte, nima veze, jaz se ne primerjam s tem, jaz sem samo malo tako povedal, da boste mogoče boš razumeli, če pa ne razumete, ali pa če se ne strinjate, pa saj probajte, pejte na en hrib, ko se boste matrali, kas tu mater, pa boste videli, kako bo lušno, ko boste gor prišli. Pol, ko boste pa doma, se že na kavču štimali, bo pa sploh lepo. Tako da, noro, evo, lejte, zdaj pa tudi še, prvi sem prišel od naše skupine, zdaj pa tudi še drugi prihajajo, ampak oni niso šli ta pravi pot, oni so šli po temle grebenčku, kar je verjeten lepš, pa so malo več višinca naredili, kot jaz. In pa vsaka čast, zato ker oni ga pijejo, žurajo, nič ne spijo, jaz ga pa nič ne pijem. Spim veliko, tako da sem bil v veliki prednosti. Zdajle je pa na vrst vrhunec dneva oziroma mogoče celo vrhunec potovanja. To je tek dol po teli sipini. To sem jaz čakal, noro čakal, tako da gledajte naprej, se bom posnel. Kakor sem rekel, vrhunec dneva, zdajle tole dol letim, snemal se bom, gledajte do konca. Gor sem hodil, pa kaj vem, skoraj 1 uro, dol bom prišel pa v 2 minutah. Noro. Super je, še malo s telefonom posnamem, ki je tako dober, tako da super. Zdaj smo pa dol prišli do tega, ki bi jaz rekel, da je včasih jezero bil. Bom to Zvoneta vprašal, kaj je to, pa zanimivo, lejte, kar kamne in tle je ful lepe slikce lahko narediš. No, lejte, tle pa ta ogromna sipina, po kateri smo dol prišli. Tole tukaj je res noro, lejte, zunaj sipina, tudi ljudje dol hodijo, en se celo trkla. Tole je lepo, tamle, kad do tistih starih dreves pridemo, bo še lepš. Lejte, tamle lepo, mislim, to je čudo narave. Evo, zdaj smo pa prišli do teh ostankov dreves, ki so tukaj včasih rastali. Lejte, koliko jih je in čist na vsakem drevesu lahko posnameš top fotko. Mal se nam mudi, jaz sem čisto zaden, tako da moram pohititi, bi si pa tole tudi več kaj na urco vzel, pa tole slikal, ker je res fantastično. Še zadnji pogled na tole čudovito zadevco. Zdaj gremo pa k džipam, tako da. Evo, tole je pa bazen v našem kampu, ki ga nisem imel cajt koristiti. Tole je pa naš odjed Zvone Šeroga. Zvonko, boš nekaj povedal za moj blog? Nismo ga skoristili 2-krat. Jaz ga nisem. Dej, Zvonko, povej, kako sem se obnesem v ekipi, se ne obnesem, braj kakšno mlado, lepo. Slušaj, absolutno bi braj kakšno mlado, lepo, če sem že z jezikom vzel, ampak je v redu, v redu. Bo, no, dobro. Prav je punce, da se kome da še brzdajo. A ja. Dobro jutro spet iz enega lepega kraja. Poglejte, kje sem tokrat kampiral. Čakajte, se vam takole malo pokažem, kaj pravite. Tukaj za menoj je ravno sončni vzhod. Glejte, mi smo kampirali avte, vidite tamle mečkanega avta, vidite. Tole na enem hribčku, tele skale, tole bom tudi zdaj šel malo gor splezati. Tukaj gor je en plato, ki je odličen razgled, bom rekel, na več 10 km na vse strani. No, šotorček moj izgleda takole. Po diagonali se zrihtam, da imam več placa.
Po noči je pa ful veter pihal, drugače sem spal top, razen majčkeno me je veter zbudil na trenutke, ampak čist mal. No, zjutraj, ko se pa zbudim, pa vidim, da ni tegale gor, se pravi, vidite tegale, ne vem, kako se temu prav, za naš šotor. Sem še že ustrašil, da mi je veter odnesel, ampak hvala Bogu mi ni se sam zgleda na teli strani spasnilo, ker sem po noč šotor postavil, pa sem ga slabo zgleda postavil, pa je odneslo na uno stran, kar ni noben problem. Danes je pa spet pred nam lep dan, tako da se ga že veselim. Tukaj smo se postavili, da si pogledamo flamingote, take rožnate barve so. Tamle od zadaj jih je cel kup, prej so bili tukaj in mi je uspelo ene 2 dobre fotke narediti, ki si lahko pogledate na mojem Instagram profilu Tomaž Gorec. Pa seveda, če ste že na mojem Instagramu, me zaslete. Je ogromno lepih slik iz Namibije. Glejte, tamle, ko gledam odzad, so pa tudi flamingoti, ampak vsi moji sopotniki so že po avtih, me bojo čakali, tako da moram letati. Glejte, bom pa šel jaz tole iz... Ja, glejte. Ja, tu so čist rožnati. Malo da jih tle presenetem iza vogala. Jih vidite? Glejte, koliko jih je. Glejte, kaj so dobri. Noro dobri so. To smo pa že ob Atlantskem oceanu. In ne moram vam povedati, koliko super se počutim. In veste zakaj? Ker je normalna temperatura. Namreč, tam v puščavi, to je 35 čez dan. Tukaj pa gre gor ob Namibiji hladen tok in morje hladi, hladi ozračje in je, lejte, prijetnih 20 stopinj. Meni je to tukaj fino. Sem glih zdaj v avtu rekel, da sem pripravljen ta potovanje saj 200 € več plačati, če bi bilo 10 stopinj manj. Ampak slaba novica je pa ta, da bomo imeli takole hladno samo 2 dni, potem gremo pa še bolj vroče. Sploh ne vem, kako bom to zdržal. V Atlantski ocean sem šel še namočiti noge, no pa mi je še hlačence namočilo. Glih zdaj je mogel valj prideti. Ledeno hladno, ledeno hladna. Ampak včeraj bi tu ful pasalo. Kot sem že omenil, en dan bomo spali v hiškah in tole je ena od teh hišk. Zdaj gremo pa v puščavo s temle motorčki. Človek je strogo prepovedal snemati to mes, samo jaz bom. Glejte, kaj mi je človek kačo pokazal. Glejte, uboga reva, kako beži. Like that. You go down with your tummy, like that. You lie down. You see? You hold your boat here, you hold your boat here. If you hold there, don't hold here. We hold it there. If you hold like that, you pick it up, né? Pick it up, not like that. If you do that, it's gonna pick up the sand and throw in your eyes, né? So please, lift it high, like that. And your elbows, don't let it lie down on the sand, because it's gonna burn you, né? So always your elbows up like chickens, your legs like that. That's how you should go. Počakajte!
smo pa na obali Okostnjakov. Zakaj obala Okostnjakov? Zato, ker tukaj je okoli 600 km obale, kjer je včasih nasedlo več kot 100 ladij in zato so imenovali obala Okostnjakov. Zakaj je tukaj nasedlo veliko ladij? Zato, ker je tukaj vedno megla, ker ta more je zelo mrzlo, to je mrzl tok in potem se naredi megla, ker pač puščava je pa vroča in je bila slaba vidljivost. In te sipine, ki jih vidite v puščavi, se drugače nadaljujejo tudi not v morju. In je v morju so sipine in kje pride, da je pač voda premalo globoka in ko pride ladja, je nastala. Zvone je tudi povedal, da se tudi zgodi, da vidiš ladjo 100 metrov ven iz morja, samo jambor vidiš. Tako da obala se tukaj v Namibiji širi, se pravi vse Namibija veča. Ljudje, tole je pa nekaj zame. Tole je pa nekaj zame. Sicer smrdi fejst, ampak tole je pa noro. Majster, kako si kaj, majster? Je le kako je lep. Oziroma najbrž je lepa, ker tole so samice pa mladiči. Samci so pa nekje na morju in se potapljajo, hranijo, drugače tjulen samec se lahko potopi do 400 metrov globoko, 10 minut zdrži pod vodo. Tukaj so pa samo mladiči pa samice in lejte, vam bom kakšnega samčka najdel. Kaj so dobre, jaz bi ga kar pobožal. Samo so rekli, da ne smemo. Mislim, lejte, to pa noro, noro. Ja, lejte, pa se me jih malo bojijo. Lejte, ta dva. Kaj sta dobra? Majster, kaj si dober? Ti si tudi korajžen fest, Ja, lep si, lep si. Ajmo še unale kele pogledat. Kje ste mojstri? Kje ste mojstri? Kaj ste neverjetni? Neverjetni ste. Zdaj so pa eni prišli, dajte, prav semle na... Tako da sploh mejem ne morem imeti. A kaj se pa vidva kregata? Zakaj se pa vidva kregata? Ja, kako ste lepotci, lejte. Kako jim sonce paše. Lejte, Kako on tukaj sploh mejem prišel? Kje si, mojster? Neč vama ne bom naredil. Ne, koma ti napadaš, kaj? Ne. To je hud. Majster, mi pustiš, da grem mimo tebe? Ali me boš napol? Lej to, ni to zdaj danes. Evo, teli tlele super pozirajo, lejte. Kako se tale sonč. Kaj, ti si pa hud name? Ti kakšen je tudi kar korajžen. Ne vem, če jaz prav vidim, ampak zdi se mi, da jih je celo morje noter, da so v vodi. Lejte, sam glavce, da se vidijo. Ne vem, tu bom doma pogledal, ko bom videl malo približal. Ja, ne, točno tako, kot sem rekel, lejte, polno vod jih je. Tole je res noro, če je bilo še kaj zanimivo videti. Tole je bilo pa res noro dober. Jaz bi tle bil drugače, bi bil sam, bi bil 2 ure, pa bi tole gledal, tu sem jaz čisto navdušen. Ravno kar smo prispeli v kraj Špickope. Lejte, tale hribček čisto naravnost, kaj je, koliko ljudi je gor, zagotovo čakajo sončni zahod. Špickofe je znan potem po teh osamelcih, kateri naj bi nekateri bili stari celo 120 milijonov let. In lejte, mi bomo tamle v zadju postavili kamp, šotorčke in bomo tukaj
bomo tukaj taborili. Kuhar Ludvik me včeraj prestrašil, da je tukaj ful vroče, pa hvala Bogu ni, je prav prijetno, tako da super bo tole. Upam sem, da bo čas skočiti na kakšno od teh hribov, na tega bom probal videti. Zanimivo, lejte, avtobus tlele noter celo pride. V glavnem, lepo je tole, lepo. Samo 100 metrov stran od našega kampa je tale naravni most. Okolica je potem takale. In takale. A bo tlele šlo čez? Ja, bo moglo iti. Malo usko, nizko. Ampak se pride nekako. Izbiram plet za šotor. Ena ideja je tukaj. Samo je malo trdo vse skup. Je pa po dvem drevesi. Tole je bolj lahko, samo tle je cesta. Mogoče kje tle, sem tle ljudje hodijo, ampak sej preden bo zjutraj kdo prišel, bom je že vstal. Moram še malo premisliti. Evo, sem se odločil, da ga tle dam, zato ker je mehko. Sicer je pa cesta zraven, sam zjutraj itak se ljudje še ne bojo vozili. Oziroma nikoli ne veš, na kakšen sončni vzhod. Evo, pa sem ga postavil. Napišite v komentar, če sem ga postavil na lepem pa pametnem placu. Dobro jutro. Evo, lejte, da vam pokažem naš tabor, kako izgleda zjutraj. Takole. Tale gora drugače velike špic kope. Pravijo mu tudi namibijski Matterhorn. Ne vem, zakaj glih to, zato ker so se menda kar matrali, da so prvič do njega prišli in so na vrh prišli šele leto 1946, se mi zdi, ne me čisto za besedo držati. Ni tukaj niti interneta, da bi lahko preveril to informacijo. Po noč me je putika zagrabila tako, da nisem mogel niti šotorom pridati. Sem vzel na klofen, tako da spomenik bi postavil unmuke na klofen izumu. Ampak zdaj že mečkam bolj, tako da zdaj grem pa drona spustiti. Čeprav se ga ne sme. Zato sem kar malo živčen. Kuhar Ludvik me je prepričal, da ga ne. Sem rekel, ne bom tle, prepovedano bila tabla, rekel, ma tle vsi spuščajo, spusti. Tako da, če bojo od zdaj naprej kakšni dron posnetki iz tega lepega kraja, se kuharju Ludviku zahvalite. Kakor ste videli, sem z dronom posnel nekaj. Malo me je na začetku hecalo. Dron ni moj, je od prijatelja Silvestra. To je ta Silvo, ki je bil z menoj v Bosni, pa ki mi je pomagal moj strmoglavljeni dron iskati. Zakaj sem njegovega vzel? Zato, ker je manj ureden. Če bi mi ga kje vzel, boljš, da zgubim 300 evrov, kot pa 1000 evrov, ne? Se strinjate? Tako da nekaj sem posnel, ko bo drugič, bo boljš. No, zdaj pa tukaj odhajamo. Videli ste, kako smo imeli kamp.
Super je bilo, tele gore čudovite. Zdaj se pa odpravljamo na naslednji kraj. Smo pa danes mi dežurni, naš avto, se pravi 4 smo to. To pomeni, da vse pomivamo, vse pripravljamo za večerjo, zajtrk, kosilo. Tako da tega dela je kar nekaj. Tako da zdaj ob 12. to dežurstvo nastopimo, pa jutro ob 12. predamo. Tako da zdaj imamo kar še nekaj dela. Iz tem bo, ker je to kar velik, ampak dvakrat bomo na vrsto prišli, tako da nimaš kaj pomagati. Evo, tle vam pa še enkrat pokažem tole najbolj zanimivo stvar, ki sem jaz tle videl. To je tale most, okno ali kakorkoli bi temu rekel. No, drugače pa tudi tale, namibijski Matterhorn. Bi bilo zanimivo nekako probati gor prideti. Če bi 1-2 urce prej vstal, bi lahko probal, pa do 1/2 bi sigurno prišel. Je pa visok 1700 pa še nekaj metrov, smo pa na 1050 metrov višinske razlike, nadmorske višine. Malo se mi fecla, ker se me mudi. Zdaj smo se šli tukaj majčkeno zapeljati okoli po teh špic kopah in lejte, smo se nekje že ustavili spet neke fantastične kamnine. Lejte, tle bi se jaz gor spravil jet. Kaj mora tu dober biti? And then salad and some bread. Do you need the water you have? Yes, we have. You have enough water? No, it's not enough. Okay, I will bring you 1 bottle of water. Okay, thank you. Okay, then. And at the end, some chocolate? Okay. Hey. God. Now enjoy the meal, huh? Yeah. Hey. Zal ik ook fotograferen? Yes. Ja. Can I take a picture? Evo, tuš, po 2 dnevih spet tuš, sicer bolj takole je tle, ampak gledajte sam, da je tuš. Ok, to je drugo. Ampak po ptico, ki pa taša, speče pa vredi. Da. Pa če ti Darinka prinese gor, ne? Nimamo doskrat ptice. Nimate? Banda! Tole je pa Lizika, to je tako rekoč naša. Če bi kdo želel kaj kupiti, priporočam seveda njen štand, ker ona mi daje najboljši kamišen. Svetcam se. Okay. Lizika, I just told them. Not Lizika, she's Queen Elizabeth, actually. She used to be my guide years ago. We were visiting her village. She's still having how many children? 11. 11 children. How many husbands? No husband, I think. Because boyfriend come and go. Come and go. 11. 11. Good mama. So, but now they're growing up. Growing ups. And she's, ona pač preživlja se s tem, tako da, če bo kdo kaj kupil, pri njej bom vesel. A oni so skupaj s sosedo ali samo ta njen enem? Ne. So, which one is your daughter? My daughter had Okay, hey, I hope you sell everything today, yes? To my people. Thank you very much. I'll be happy to do that. Yes, and yeah, I'm happy. And When I'm see you. And you look more and more beautiful. Thank you.
Taki družba, eni gremo na kupe, drugi pa... Takole je pa videti mesto Opuo. Ni ravno neki velik, ampak tukaj naj bi bilo malo tržnice. Ko vidite, tržnica zgleda takole. Evo, takele so pa domačinke v kraju Opuo. Tale je kar lušna, se strinjaš, Karin? Se strinjam. So tudi čembelušne, so tudi take, ki so zgoraj brez. Ampak tiste ne bom dal na video, tako da... Thank you. Vemba frumango. Hello. For you. Cheers. In so here, ha? Gledajte, tukaj so šotore. Ok. Takole, gledajte, to sem in do skoro dol. Yes? Wow. Ravno kar smo prispeli v kamp ob reki, sem pozabil, kako se imenuje, ampak gledajte, na uni strani je že Angola. Tukaj za menoj so neki hudi slapovi, ki vam bom jih pokazal malo kasneje. Reka pa takale, jaz upam, da se da kje kopati. Fantazija, vam povem, fantazija. Evo, tole na desni je naš kuhar Ludvik, na levi pomočnik Franci. Kaj nam boste danes dobrega naredila? Kavo pa ostanka od včeraj. Ne. Kavo, pa kranjsko klobaso in sladko zelje. Na mizi pa imamo jogurt, sok, Ostanka ajdovih žgancov. žganci, sirček za namazati in tako V ostalo. glavnem hrane tukaj nad stran ne mečemo, to imamo pravilo, ne? Da ne, tako da No, sej, ostankov nimamo. je tudi zelo dober, tako da ti, Ludvik, si kriv, da nič ne shujšam, ker na potovanju ponovadi shujšam, zdaj pa ne gre. Se boš pa zredil za tile. Sem se včeraj na sliki videl. Evo, no to je sladko zele, ne? To je sladko zelje. To je bil super včeraj, danes pa še dodati dežele, pa Sabo kavice. prešvercali. Resno? Ja. V doma so te kranjske klobase. Okay. Ja, Misliš, da res so dobiš dežele, te v Šparu, da dobiš argeta, pašteta, pa arvajeve kranjske klobase? Ni šans. Nisem vedel. Tudi včeraj zvečer si jedel tisto šunko, je bila pa krasava. Aha, To je udobno. super. V redu, fanta, sem tako naprej. Bomo še naprej. Svež kruh po naročilu, punca verjetno že po noči vstala, zamesla. Pečenje v krušni peči, tak je malo prirejeni. prinesla. Mislim, da bo kar dobro za zajtrk. Bo. Imamo marmelade in malo putra. Kaj ima zdaj prinesla? Najbolj super stvar v tem kampu je pa tale bazen. Veste, koliko se je včeraj pasalo tukaj skopati v vročini? Res super. In tudi danes se bomo kopali tukaj, saj smo do 4 v kampu. Veste, kaj je pa slabo v kampu? To, da moraš daleč na WC, ker velikokrat spimo tudi čist v divjini, ker ustavimo kjerkoli, spimo in tam greš sam iz šotora 2 metra, opraviš, pa greš nazaj v šotor, tle samo pa 50 metrov do WC-ja. Zdaj se pa grem iz kampa sprehoditi do vznožja slapa. Nimam tu veliko dela, glejte, kakšna čudovita pokrajina. Meni se tole super zdi. Pri slapu bo pa še lepše. Tole bo ful zanimivo, samo
nisem prepričan, če bojo zelo dobri posnetki, ker je glih proti soncu, ampak jaz bom spustil drona, tako da, če ne drugače, bo pa z dronom super. Poglejte tole, a? Noro, če mene vprašaš, in lejte, lepo zeleno, vse. Drugače pa teli slapovi, ne vidiš nič, če drona ne spustiš. Jaz sem spustil dron, veste kaj, še vse tle. Saj se zdaj še gor sprehodem, tako da mogoče bomo tam videl. Ampak zdajle si kar poglejmo dron posnetke, boste videli, kaj je to. Fenomenalno. Vodič Zvone je rekel, mali Viktorijini slapovi, in bi to skoraj držalo. No, zdaj grem pa ob reki dol, pa majčkeno se dvigujem. Tukaj je ena potka. Sicer nisem vedel, kakšna je. Če bi vedel, da je taka, kot jo vidite, bi jaz dobil merelke. Tako sem pa v papučah. Eni me boste kregali, ampak glejte, ne gre zmeraj, ne veš kaj, kako, zakaj. Seveda se pa popolnoma strinjam, da je tle veliko boljš hoditi v merelkah, se pravi planinskih, pohodniških čevljih, kot pa v natikačih. Lejte, zdaj se tle pa že malo vidi. To sem jaz prej z dronom vse videl. Saj sem ga tudi ustral, jaz bi mogel dronu tukaj spustiti. Bi bilo mnogo. Mislim, jaz bi mu boljšo preglednost. Ampak zdaj so baterije prazne, tako da žal ne bo šlo. Šola za drugič. Tole je en pritok te velike reke, ampak kakor vidite, je čist presušen, tako da ni vode. Je pa dostikrat zagotovo, ker drugače ne bi bilo takele struge. Tole je pa končna destinacija našega pohoda. Glejte, ena taka lepa peščena obala. Tukaj je bil en črnček, ki je pasel ovce. Sem hotel tule posneti, pol pa iti do njega, če se slika z menoj. Seveda to v Afriki ni zastonj, ampak z veseljem dam €1 za dobro sliko, dober posnetek. Bomo videli, kako bo šlo. Evo, lejte, to je en pastirček, ki sem ga tukaj najdel, sem ga že prej omenil. Fejsfant pride, nič ni fehtov, tako da s takem je lušno. Zdaj gremo pa še njegove ovce pogledati. Evo, tu so pa njegove ovčke, ki jih čuva. Ne ovčke, koze, to ne vem. Da se ta možakar je kar bogat najvrš. Glejte, med tukaj koz. Ja, pa so tudi ovce vmes, tako da nisem čist zgrešil. Malo se kregajo, ampak ne bo hudega. Kakšen lep tolmunček, sicer boste rekli, da je umazan. Res je moten, ampak to je zaradi mivke, to ne pomeni, da je umazan. Glejte, tukaj je kaj fino. Dol pada reka v kanjon. Kuhar Ludvik mi je rekel, da je tukaj ena pot, da prideš čist dol v kanjon. Samo jaz sem že vse gledal, pa je nisem najdel. Glejte, to je pa ta afriško drevo, tako je mogočen, in da vam povem, na soncu je neznosno, uroče za znort. Ko pa priješ po tale drevo, jaz se bi človek rekel, da je kar mal mrzlo, evo, tlele je čist senca, bi rekel za 10 stopinj.
Za 10 stopinj sigurno hladneje. Prav prijetno. Tako da takli drevesa jih rešujejo. Takole preživijo, mislim, majke. Čez dan v kakšni bajti ne moreš ga, zato toliko se greje, da si kao peč. Takle drevo pa naredi svoje. Na drugi stran kampa imajo pa lejte tele lepe hiške. To je vse en kamp. Tako da predvidevam, da tisti, ki ima tukajle tole, je za te razmere izredno bogat. Ajde pol tukaj na drugi strani, malo drugačne hiške. Zanimivo, nekaj. Tatarski biftek iz koduja, napravljen je na nož, pa toast, pa puter, pa kozarc vina, pa se lahko začne jesti. Zdaj smo pa prišli k eni šoli pogledati otroke. Srpak je naš mojster. To je pa naš vodič, njegovo ime je Samuel in on je himba. Tako da bo iz prve roke lahko povedal, kakšno je življenje. Pa teachers also live here. How many teachers live here? We are 8 kids, but here we are only 1 3 primary. This is one block for the big girls. Big girls. Yeah, this is 4, 5, 6, 7. And then for the young ones, 1, 2, 3. The girls. Okay, I'm afraid still too many questions to be asked, but we better, we must go to the village, huh? Samo lahko še eno lekcijo fizike. Evo, pogledati smo šli tudi eno učilnico. Glejte, zelo preprosta zadeva. V takem se učijo. Tabla, tukaj je več razredov. Takole imajo, glejte, verjete, ni niti denarja, da bi malo popravili in tako naprej. Bye bye. Goodbye. Goodbye. Bye. To do some talking about Himba life. So because now I have a breath before we go inside. Yeah. And because You think we should go now inside? We can go now? Yes. Aha, ok. Yeah, we'll Pa go gremo že zdaj, ampak zares bomo pa čas vzeli za jutri. Because we Okay. have now Yeah. speaking and we have in the morning different activity. Yes, yes. So, but now we can just see a little bit before because when the suns go down, we need to make our camp. And then tomorrow also we need to see different things, not the same what we saw today. Potem pa, vzemite si fotoaparate ali karkoli, we can take photos na Yes, inside, yes. so no problem. To je vključeno pač na rate. Zdaj nobenega, če boste govani rok, nikomor prosim, ničesar dati. Vse, kar bomo dali, pošteno bomo dali, ampak to naredimo kot skupina, ne pa vsak posebej. Dajmo, minutka fotoaparate in gremo. Younger than 10 years. Otroške poroke so tukaj čisto običajno. Jaz sem bil, ne vem, 6 let je bila stara, ampak še ne gre z njim, ostane pri starših, se samo ve, da jo je rezerviral in tudi že vplačal. And the boy is always 25 up because you need to be bigger than your wife so that you can look after your wife. Okay? Skratka, fant pa 25 let ali več. And you just maybe your wife with the arrangement. Sometimes you stay with a parent, until she grown up. Sometimes your parent, they prefer to stay with her until she get used of the family. Skratka, kot rečeno, ostane ta mala nevesta še pri starših, ali pa gre njena mama, recimo, se preseli z njo. In to ni, ona svojih zakonskih dolžnosti še ne začne pri 10 ali 6 letih upravljati. So sometimes Skratka, pomembno pa je, da mož rotira od ene do druge, pošteno da upravlja svoje dolžnosti pri vseh, kar sicer bo sranje. No, tem himbam bomo podarili eno kozo, ki jo bomo od njih kupili
in jo bojo oni zaklali in zdaj jo grejo zaklat. Večinoma so šli vsi pogledati, jaz pa to ne morem gledati, tako da sem se kar fejs stran umaknil. Danes zjutraj in včeraj proti večeru smo bili v tej Himba vasi, v kateri stojim še sedaj. Žal vi v videoposnetku niste videli ta glavnih stvari, to pa zato, ker ženske himbe so vzgoraj gole, se pravi, kažejo prsi in seveda, če to objavim na YouTubu ali na katerem koli drugem socialnem omrežju, me bojo takoj blokirali in video izbrisali. Tako da žal najlepšega niste videli, kar pa ne pomeni, da ne morete videti. Namreč jaz bom naredil en video, ki bo pa tudi to vse vseboval. Ne bom ga dal na socialna omrežja, dal ga bom pa na Google Drive ali pa na karkoli drugega, kjer to ne bo problema. In če hočete si ta video pogledati, mi pišite preko e-maila na tomazgorec skupaj brez pike @gmail.com in vam bom poslal dostop. Tako da to je bil najlepši del do zdaj, mogoče najlepši, najbolj zanimiv, definitivno v Namibiji, tako da to se vam zagotovo izplača pogledati, zato mi pišite, pa boste videli. Evo, lejte, zdaj pa otroci letijo, ne vem, ali k meni, ali kam. Hello. Evo. Odne, tu so čala. Na, lej. Ja. Ja. Majster, dobro si začali. Pri Himbah smo, sever Namibije je to in to so dejansko najbolj neverjetni ljudje, kar jih poznam. Od vseh teh mojih potovanj, saj imam jih recimo na Papuji, kjer so čisti iz drugega sveta, jug Etiopije je tudi tak, ampak tale sever Namibije, kjer smo pa zdaj, pidi fantič, pidi, in ga pastirška imamo še tukaj, ne? Sever Namibije pa je shoden sem že zadnjih 35 let. In ko sem prvič prišel z motorjem, to se mi je odprlo kot ena povsem nova galaksija, kar pa je zanimivo, kjerkoli sem drugje hodil, v teh 35 letih so se življenja spremenila, čez dalje več civilizacije notri prihaja, čez dalje bolj so ljudje oblečeni, pri Himbah pa kot da čas stoji. S Tomažem bi to šlo malo vmes, ampak žal se bo mimo grede vmes pokazala kakšna mlada deklica zgoraj brez, česar bojed v mnogih medijih ne smemo več kazati, in to se mi zdi včasih tako otožno, da je tista najbolj naravna lepota tega sveta v bistvu prepovedana v tem našem civiliziranem svetu. Ker to je tisto, enkratno recimo smo v mestu, v Puvu smo bili pred 2 dnevoma, vidiš na eni strani trgovine, črpalke, supermarket, vidiš ljudi, ki so v oblekah, nekako poslovneži, ne hodijo gor, pa vidiš pa po tretji strani prihajati te Himba ženske, gole, zgoraj, brez oblečene, samo v neverjetno količino svojega tega plemenskega okrasja, in ko pridemo v vasi, tako kot smo bili zdaj, tukaj, kjer smo zdaj, praktično življenje, jaz si ne predstavljam, da bi lahko bilo pred 1000 leti karkoli bistveno drugačno, kot je zdaj, kar ničesar še takole ne vidim. Kolibice so iz blata narejene, ženske so oblečene v kozje kože, koze hodijo okrog, krave se pasejo po planjavah, praktično ničesar iz našega sveta. In to pa je res tisto najbolj impresivno, kar pri teh dneh, kar pri teh ljudeh res zmeraj znova cenim, predvsem pa takole fotografsko gledano.
to je raj za fotografa. Tu imaš toliko tistih neverjetno drugačnih obrazov življenj in pogledov v neko preteklost, da bi težko rekel, kje drugje sploh še kaj podobnega lahko najdemo. A je tako mali? A se strinjaš ti z mano? No, to je pa en pastirček, ki pa očitno ga je zeblo, drugače bi moral po vseh pravilih tukaj nagec hoditi. Ajde, srečno. Poglejte to, žirafa sredi ceste. Glejte. Da vam malo pokažem naš kamp. Glejte, jaz imam tale šotor, tale zelen. Sicer so mi ga predstavili, včeraj sem bil tamle. Ampak vse je tle še boljš. Tako, vejte, velika zadeva. Imamo tam pa tudi bazen, tako da gremo zdaj do bazena, da vam pokažem bazen. Tako da v teh kampih je lepo. Včeraj smo se ustavili v enemu, v katerem je bilo še veliko lepše tukaj. Ampak nismo v tistem zato, ker je predaleč in bi potem jutri imeli predolgo pot. Tako da je bila to čisto dobra odločitev. No, zdaj pa še bazen pojmo pogledati. Evo, tole je pa še bazenček, niti ni tako majhen. Tamle zadaj restauracija, kjer je Coca-Cola v piksni 1 evro. Tako da super ima je tole, če mene vprašaš. Zdaj pa grem na eno napajališče živali, ki je samo 200 metrov stran od našega kampa in je menda vedno veliko živali. Bomo videli, kako je situacija. Evo, tle ljudje že sedijo pa gledajo. Zdaj grem pa še enkrat na tole razgledno točko. Mislim, ja, razgledno točko na živali, da počakamo sončni zahod. Je še do sončnega zahoda, maksimalno 10 minut, pa bo tudi to zanimivo videti. Mogoče so tudi kakšne živali, bomo videli. Le
let's see now what we have. Program. Evo, otroci prihajajo z vseh strani, ki smo mi prišli. Tu smo v eni bušmanski vasi. Še malo pa jih bo 100. Dobro jutro iz Kalaharija. V Kalahariju živi ljudstvo, bušmani. Glejte, tukaj le perogno jih vidite. Včeraj so nam naredili en lep programček. Mislim pa, zanimivo jih je bilo videti. Tako da bo več v njih tudi Zvonko povedal. Good morning. Evo, tudi njih malo zebe, ne samo nas. Tako da mi smo imeli tle tabor postavljen tamle nazaj. Tako da še en res zanimiv dan v režiji Zvoneta Šrugata. To pa ne moreš verjeti, tale Zvone jim dal en lont in enega vzel in šel z njemu. Ja, takele prizori so kar malo grozni, da so ljudje se stepejo za makarone. Evo, glejte, punčka malo pozira. Ne se tepst, fantje, ne se tepst. Je dober, fantje? Good? O, fino, fino. Bogi koža, kako je lačen, gledajte, kako išče nekaj. Koža bo mis nekaj nekaj vzati. Bogi reveč. Spet smo dobili obisk, gledajte, koliko jih je bušmančko. Ja, pogledaj, tole so recimo luštne stvari. Če bi kdo kaj tovrstnega kupil, gre doma na lov, to medvedje pada, medved pada, veš kako. Zvoljo, tako ne bolje svem. Nima pojma, ona samo večja se je rodila po zim ali po leti. Drugač pa pravi, ja, da ta stari živijo tako, kakih 100, poleg še dodal 120 let, zdaj prisego na to glih ne bi, ne. Je pa res, da leta jim niso nič pomembno, mi rabimo za vsako stvar številke. Ni mi dost, a je bila zima ali poletje. Zanimivo, kako ima je souvenir shop, lejte, tukaj le čist na prostem. In lejte, so takole lepo ubesili, naštimali, tudi cene so gor, kar mi to ok, ni treba za vse spraševati. Da se tudi še malo zaglihati, ampak to bolj kupiš iz humanitarnih razlogov, tako da jaz sem nabavil nekaj in nisem glihal, ker tudi tukaj sem kupil ne rabim, ampak sem kupil zato, da jim pomagam. No. Je pa boljše, da nekaj kupiš, ki pa denar jim daš, tako da imajo občutek, da je potrebno zaslužiti. Med bušmani smo, oziroma ljudstvo sanj, kot se jim pravilno reče, nekje čist na začetku Kalaharija, na severu Namibije. In to so ljudje, ki jih gotovo pri nas vsi več ali manj poznate, bušmani, grmičari. Jim rečemo še drugega ne, že iz filma Bogovi so padli na glavo, ki se je snemal mogoče 100 km naprej od tukaj, točno o teh istih ljudeh.
Ampak je pa ena stvar, gledajte, ti filmi in dokumentarci, ki se snemajo o njih, to so skoraj da praviloma vsi po vrsti zlagani. Zakaj? Ker zmeraj znova prikazuje neke srečne, z naravo povezane lovce in nabiralce, ki tam na pol goli živijo v nekih savanah in se v popolnem sožitju z naravo prebijajo skozi življenje. V svetu, za katerega mi komaj da vem, ampak resnica je pa žal povsem drugačna. Glejte, to so eni najbolj izkoriščanih, najbolj ubogih, najbolj zasužnjenih skoraj da ljudi na tem svetu, ker pred stoletji so bili sicer edini gospodari celotnega tega dela Južne Afrike. Potem so prihajali od severa močnejša črna plemena, nekje v 18. stoletju so začeli od juga prodirati belci v svojem iskanju nove zemlje, novih pašnikov. Ti ljudje so postali vse bolj potisnjeni nekam v najbolj odmaknjene, najmanj rodovitne predele Kalaharja, ali pa so postali služabniki, dobesedno marsikdaj tudi sužnji, do te skrajnosti, da so jih recimo še pred stoletjem in pol recimo dobesedno v lovskih partijah iztrebljevali kot golazen, ki dela v bistvu tukaj samo škodo. In to zdaj, ko prihajam tako vsako leto, med njih dva svetova vidim. Vasi, v katerih ti ljudje živijo, so v bistvu en sam pleh in ena popolna revščina, improvizacija, tako rekoč iz odpadkov narejena naselja. Od česa živijo, se sam sprašujem, nekaj malega pomaga država, nekaj še zmeraj lahko lovijo, čeprav so tukaj ponovno nacionalni parki oziroma rezervati, kjer je to prepovedano delati. Po drugi strani, mogoče občasno pridemo kakšni turisti in tukaj sem razpet spet med eno in drugo danostjo turizma. Glejte, turisti prihajamo sem in uničujemo njihovo kulturo. Samo v tem primeru Bushmanov smo pa za uničevanje že daleč 100-200 let prepozni. V bistvu smo turisti edini, ki prihajamo sem še z nekim tako spoštovanjem teh ljudi, ki so nam še zmeraj eksotični v tistem smislu dokumentarcev, ki prikazujejo njihovo lažno idiliko in folkloro. Turisti smo tisti, ki jih prosimo, če bi nam zaplesali, pa za to plačamo, ne vem, v našem primeru prinesli smo hrano za celo vas, plačali smo za to, da tukaj spijo, šli bomo v šolo in bomo gotovo tam tudi kar kaj pustili. Spet me pa potem naprej skrbi recimo tudi denar, ki ga pustimo. Zato raje prenesem hrano. Tudi denar marsikdaj konča v moških rokah in moške potem videvam po teh šabinah, kolibe na vsakem koraku, kjer prodaje pač najcenejše žganje, žganice ali pa pivo in še tisti denar, ki ga zaslužijo, gre potem pač v alkohol, ker zgodba je brezupana zmaga. Otroci, ki bojo eventualno končali šolo, ali bojo dobili službo, ali bojo dobili boljše življenje, ali bojo postali samo še nek lumpen proletariat tam na obrobju mesta za tista najnižja plačana dela. Ena možnost, druga možnost, da ostaneš tukaj, vsi so dobesedno podhranjeni, debeluščka ne vidiš in se v končni fazi tam brezupu zapiješ. In to je tista zgodba o nekih idiličnih zadnjih lovcih in nabiralcih, ki jo tako radi podajamo naprej, ki še edini živijo v sožitju z naravo in z vesoljem in predniki, v resnici pa umirajo in izumirajo. Odhajamo z našega kemping placa pri Bushmanih, imeli smo se super. Tako da še en lep dan, res fantazija, skozi smo imeli družbo, lejte, še zdaj se od nas poslavljajo, tako da, lejte, to so tudi potovanja, čeprav mogoče naporna, ampak je tole vse poplačano. Goodbye. Goodbye, goodbye, goodbye. Evo, lej, tle se vidiš. Se? Vidiš? Go
Zadnji dan pa spimo, lejte, v telih glempih. Lejte, kako lepo urejeno. Moj je tale. To je sicer kot šotorček, ampak lejte noter. Lejte, a ni dober? A? Super, odlično. Evo, naš šofer že nas bo pripeljal v mesto. Me je vprašal, če je kamera tole in je čisto navdušen. Zdaj smo v glavnem mestu Windhoek. Tole so ostanki nekega meteorita, ki je padel 100 km stran, pa so jih neki sem prinesli. Drugače, kar se samega mesta tiče, bi rekel, nič zelo posebenega. Ampak je malo zanimivo videti ljudi, kako živijo, tako da jaz se bom malo sprehodil, ker me to zanima. Nekih hudih znamenitosti pa pravijo, da tle ni. Evo, tole je pa naš kuhar Ludvik, ki je kriv za to, da nisem jaz nič shujšal na tem potovanju. Namreč zmeraj kar občutno shujšam, zdaj sem se pa prej kakšno kilo zredel, kakor shujšal. Tako da Ludvik, ful ti hvala, ker si tukaj dober kuhal. Koliko časa pa ti že takole hodeš z Zvonetom? Ja, kar 25 let. Ja. Bil sem na vseh njegovih turah. Tudi kot potnik in potem sem začel še delati tako, da pomagam pri kuhinji in kuham in tako naprej. V Namibiji sem pa zdaj 18-tič. Ja. Do zdaj smo še zmeri raje zredili ljudi, kakor pa shujšali, ne? Res dober si, vsaka ti čast tudi v teh razmerah, ki je kuhati, pa tudi to ni, da imaš kuhno, to se moraš kar znajdeti, velike improvizacije. Ja. Enkrat si pripovedoval, da ste imeli neki veter, pa ne vem koga, da je... Jo. Pride veter, pride burja taka, da nam je podrl cel tabor, zravnalo. Ampak smo potem drug dan malo s tejpom poflikali, pa je šlo naprej. Super. Koliko časa se pa že s kuharstvom ukvarjaš? 46 let. 46 let? Ja, 43 let delovne dobe za penzijo in 3 leta sem bil pa še vajenec prej. Tako da ja. Lepo, pol si pravi kuharski mojster. Ja, tukaj pa skozi delam z ljudmi, tako da mislim, da... No pa ne samo, da si kuharski mojster, tudi znaš z ljudmi. Mislim, da smo te imeli čisto vsi zelo rad, vsi te spoštujemo, ker si res dober, tako da kapo dol. Jaz se trudim za vsakem enako, da vse skupaj laufa, da ne vem, da je lepo pač. Super. Neč Ludvik, res ti hvala, jaz ti želim še veliko lepih potovanj, dobrih skupin. No, kako si bil pa ti skupino zadovoljen? Zelo. Skupina je bila zelo homogena. Rabiš, ne vem, 5 krožnikov, ki jih prinesejo 10. Tako da je bilo prav krasna stvar. No, me veseli, da si tudi ti znam zadovoljen. Ja, zelo dobro. Neč, res ti hvala, Ludvik, pa veliko še lepih potovanj. Hvala za lepe želje. Tole je moj sopotnik Franci po Namibiji. Franci, ti si že 3-krat šel z Zvonetom, ne? Res je. 2-krat v Namibijo, pa 1-krat v Etiopijo. In kako to, da tako rad z Zvonetom potuješ? Zvone zna povezati popolnoma čudne ljudi. Tokrat nas je 23 različnih, ki smo se povezali in smo vsi ratali ena takšna razširjena familija. In še kdaj planiraš iti z Zvonetom? V Namibiju zagotovo še vsaj 1-krat. Čeprav si bil 2-krat? Ja. Lahko mogoče poveš, kaj ti tukaj všeč v Namibiji? Ta raznolika pokrajina, njihove ceste, tale vožnja, to je pač en čuden svet, ki nam spremeni vsak dan. Super, in kdaj bo ta naslednjo potovanje? Ne vem, po mojem čez 3 leta. Čez 3 leta. Super, naš Franci, jaz ti želim še veliko lepih potovanj, pa dobra družba si bil, kakšen drugega rečete. Lej, družbo smo si pa vsi naredili, ne? Vsak je prispeval en delček tega. To je res. Neč, veliko lepih potovanj, pa hvala ti. Hvala, Tomaž.
Evo, tole je pa naš vodič, svetovni popotnik Zvone Šeruga. Zvone, našega potovanja je konc. Zdaj povej, kako si bil, kaj znam zadovoljen, smo se dobro obnašali. No, tako to je številka 43, Namibija, mislim, da nisem zgrešil, ne? In takole, po koncu potovanja sem zmeraj primerno zjagan. Sem utrujen, kar pomeni, da to potovanje tudi je delo. Če vse gladko laufa in zgleda, da se samo malo zraven guncem, to pomeni, da sem uspešno opravil to delo. Je pa takole, zdaj, če vprašaš za recimo to skupino. Koliko nas je? 23, od tega kuhar pa jaz recimo. Tako bom rekel, mislim, da jih je 17 krasno zadovoljnih ali celo navdušenih. Imam pa občutek, da so 4, ki nekako ne delijo tega mnenja. To se zelo redko kdaj zgodi, sicer v teh mojih skupinah, ker to so ture, na katere se prijavljajo tako posebni ljudje, na posebno potovanje. Včasih na vsakih par skupin se pa najde kdo, napačen človek na napačni turi z napačnim vodičem, ki se mu jaz seveda potem ne prilagajam. Tako da še enkrat bi jaz to poudaril, če niso vsi zadovoljni, to pač pomeni, da niso vsi za to vrsten način potovanja. Glede na to, da imam pa že za jeseni, tam za september in za oktober 2 skupini že povsem polni, ljudje v vrstah čakajo, pomeni, da po 30 letih Namibije glas se širi in pomeni, da se širi, jaz bi upal verjeti, dober glas. Je pa ponovno pomembno, ni pa vsak za tako turo. No, potovanje je kar naporno, moram priznati, ampak glejte, smo pa toliko videli, da jaz sem izredno zadovoljen. Na začetku si ti rekel, da si plačan za to, da uživaš. Jaz sem kar param ljudem tle rekel, da ti to ne verjamem in ti res ne verjamem, zato ker to je kar velik dela. Lej, že sam ta kolona, ki smo vozili, ti si skozi smo go metoglav. A smo vsi ali nismo v glav, smo go skozi to metoglav, tako da to siguren ni vodič biti tako enostavno. Tako da bi jaz rekel na to, včasih in tudi zdaj še zmeraj delno velja, jaz v bistvu meni plačate, da uživam, vi morate pa za to isto plačati. Je pa res, da leta se nalagajo, pazi, jaz imam 68 let, to delam že, ne vem, 30 let, recimo to vrstne skupinske ture. Včasih so bile tudi 20-30 let mlajše skupine z mano, vse je bilo na hopa, cupa, gremo, materilušno, pa dajmo še en perče, že glih kaj zajeba ga, ne. Z leti gledaš mogoče malo bolj resno na vse skupaj, gledaš malo bolj odgovorno, dobivaš praviloma tudi bistveno starejše, zdaj smo mi nekje od 40 pa tja do 70 let stara skupina in tukaj gotovo jaz recimo prvo polovico ture še zmeraj absolutno uživam in se imam fajn in sodelujem in v teh žurih in večerih itd. Drugo polovico sem pa čez dalje bolj vesel, če se lahko umaknem zvečer, ko je vse v redu, vse odštimano, ljudje odprejo, ne vem, nov čebriča, karkoli že, oziroma ga natočo, da pogosto me ni več zraven, ker ja, je delo in zdaj, ko bom prišel domov, jaz točno vem, da naslednje 3-4 dni bom takole hodil okrog in bom rekel, ti, Mik, Romana, ne, a se ti zdi, da sem jaz malo zjahan? In bo ona rekla, ja, veš, ti si bil 3 tedne na šihtu in to 24 ur na dan. In to je res. No, jaz te vsekakor občudujem. Uresničila se mi je želja, nisem si mislil, ko sem bil star 18 let, sem bil na tvojem prvem potopisnem predavanju, to je bilo v okviru šole, ko si prišel v Nov Mest. Si nisem mislil, da bom kdaj s teboj šel, tako da evo, kar veliko let je. Da bo v teh letih še oba živa, Eto, tu je že nekaj, ja. Tako da, jaz ti res iskreno želim vse najboljše, še veliko lepih potovanj. Legenda si, tako stan. Tako da res in hvala ti za tole lepo potovanje, meni je bilo res super. Sej, več so pa gledalci v videu videli, tako da res fantazija, res vidiš take stvari, ki jih nisem mislil, da jih bom videl. In tudi s tem potovanjem si me navdušil za Afriko, tako da bom sigurno še šel v Afriko. In tako je nekdanji lastnik diskoteke Afrika končno prišel v Afriko. Hvala, Tomaž. Hvala, Zvone, mej se. Še zadnji trenutki v Namibiji. Tale letalo nas bo odpeljal domov.
super je bilo, ampak pride tudi čas, da je treba iti domov. Živja družba, ne še iti dol, glejte do konca, ker imam še par zanimivih stvari za povedati. Lejte, prva je ta, da tukaj v tem video posnetku nisem objavil enih zelo zanimivih stvari. To je pleme Himba pa pleme Bušmani. Zakaj nisem objavil? Zato, ker pleme Himba so ženske zgoraj brez in če to objavim na YouTubu, mi bojo takoj video zbrisali. Tako da nisem to mogel objaviti. Potem pa tudi pleme Bušmanov nisem objavil vse, zato ker smo imeli pa te Bušmane pa čist nage. In seveda to tudi ne bi šlo čez. Zdaj drugače pa, ker so te posnetki zelo zanimivi, sem pa jaz te posnetke dal na Drive, se tega ni tako veliko, ampak to je pa par minut za pogledati. In če hočete vi dostop do Driva, mi pišite preko Instagrama. Na Instagramu me najdete po Tomaž Gorec, samo lepo zapišite mi sporočilo, želim dostop do plemen, ali pa nekaj v tem smislu in vam bom poslal in boste vi to čist brez težav pogledali. Seveda, ker že boste na mojem Instagramu, si tudi pogledajte slikce z Namibije, ki so nekatere res super, tako da pogledajte. Pa v primeru, da me še ne sledite na Instagramu, dajte me zaslediti, kot je že gor, sam kliknete gumbek follow. No, potem pa še par stvari, da povem, ne. Ful ljudi je zanimalo, kakšen je najen odnos z Zvonetom, ker midva so se ene 5 let nekaj skregala, sicer vse je bilo preko socialnih omrežjih in sem jaz kar nekaj dobil raznih sporočil in komentarjev, kako je z Zvonetom, če klapava, če ne klapava, če so se skregala. Tudi Zvonetu so menda še več pisali, ne, če je z menoj ok, če sem težak, če delam kakšne probleme in take stvari. Lejte, meni tudi na misel ni prišlo, da bi jaz šel zdaj v Namibijo zato, da se bom z Zvonetom kregal. Jaz sem šel zato, da bom Namibijo videl in kakor ste videli v videu, sem videl ogromno in zelo zanimive stvari so bile, tako da nič ni bilo tacga. Jaz imam do Zvoneta tudi zelo veliko spoštovanje. Tako, kot sem ga mu tudi že prej, si sem to že večkrat rekel, da je moj idol. Celo leto pa pol nazaj sem z njemu intervju naredil, tako da imate v opisu tega videa, imate link, pa si lahko tudi ta intervju pogledate, tako da midva imava čist ok odnos. Mislim, da ima pa tudi Zvone v meni zelo dobro mnenje. Tak občutek sem dobil, pa bi rekel, da je zelo malo možnosti, da se motim. Potem ste me ful sprašali, če bom šel še na kakšno tako potovanje z Zvonetom ali pa podobno. Lejte, moj odgovor je, da verjetno ne. Razlog je samo eden in edini, to je pa ta, da veliko lažje snemam, če sem sam. Nisem vezan na čas, lejte, kje smo bili, jaz bi to še malo posnel, pa ni bilo časa, nič ne jambram, vedel sem, da grem skupino, da se moram prilagoditi, tako da nič narobe, da ne bo to kdo slučajno vzel kot jambranje, ampak pač je pa snemati bilo težji. Tudi takoj na začetku potovanja je nekaj sopotnikov izrazilo željo oziroma imeli zahtevo, da se nikjer ne pojavijo oni v kakšnem mojem videu, kar popolnoma spoštujem in tudi upoštevam. Lejte, jaz če nekdo noče biti na socialnih omrežjih, zakaj bi ga jaz gor dajal, ne? Tako da je to čist ok,
pač enem paše, bet enem ne paše, tako da tudi nobenemu nisem nad zameril. Je pa res, ne, da sem pol imel veliko dela več s snemanjem, ne, ker, lejte, koliko sem se z montažo matrov, sem mogel nekje videe približati, zato da je en iz kota ven šel, pa take zadeve. Tako da to sem imel majčken problemu, ampak sem vedel, da bo to tako. No, lansko leto, ko sem šel pa na Filipine za neko agencijo, sicer manjša skupina, so pa večinoma vsi hoteli biti na videoposnetkih. In tiste videoposnetki so zato tudi, bom rekel, vsaj za 10%, če ne 20%, bolj zanimivih. Tisti, ki ste gledali, se zagotovo spomnite enega Vinkota, ki je skozi zanimive ven metal. Tako da je bilo, tisti Filipini so bili super, tako da če niste pogledali, pejte pogledati, ne. Če bi mu pa kdaj možnost jeti, jaz sam z Zvonetom bi pa to možnost zagrabil, kakor bi se jo dalo. Jaz sem Zvonetu rekel v Namibiji že, sem rekel, Zvone, pa ti od telih plemenah Himb, pa Bushmanov, pa ti veš tuk, da lahko najboljši dokumentarc posnameš za National Geographic. Ste tudi videli, kako je dober on povedal? Ni nekaj obračal besede, kako je za Bushmane fine povedal. Vse se spomnite, ne? Tako da, mi dva z Zvonetom imava veliko skupnih točk. Poveva točno tako, kot misliva, čeprav kdaj naj dolg jezik tudi verjeten malo tepe, saj mene, prepričan sem, da tudi njega. Tako da z njemu bi šel pa z veseljem in tudi, kakor ste videli, on je vrhunski pred kamero. A ni, kako zna on dober povedati? Seveda dober zna povedati tudi zato, ker je to že vse stokrat vedel in ve v tem vse. To je tako, če kdo mene bi sprašal o vse optimizaciji, bi tudi govoril, pa bi rekel, kaj ta dober pove, kaj veliko ve. Seveda ja, zato, ker veliko vem, ni pol težko dober povedati, ne? In Zvone bi bil zato siguren ta prav, zdaj dvomim, da bi se tudi to Zvonetu dalo ijeti samo z menoj, pa mogoče še z enim snemalcem, ampak mislim, da bi naredili marsikaj zanimivega. Tako da Zvone, če tole gledaš, pa če boš kdaj z veseljem. Drugače pa moram še omeniti super družbo. Jaz sem se odlično razumel čisto z vsem. In mislim, da tudi oni z mano. Res je, da sem majčkeno drugačen bil do vseh ostalih. Jaz ga namreč nisem žural, nisem ga pil. Tudi hmal sem spat hodil, jaz sem bil tisti, ki je ta prvi spat hodil. Lejte, pa ene parkrat sem rekel, da nas bom pa majčkeno posadil z njim do ene 11, 12. Ljudje, nisem mogel. Jaz sem ob 9 tako zaspan ratal, da bi stoje zaspal. In je bila sama muka. Tako da res sem mal čuden bil verjeten, ampak lejte, jaz sem šel na potovanje predvsem zato, da bom videl Namibijo. Tudi sam sebe poznam, vem, da če bi se ga en večer napil, jaz bi 2 dni bil tako bolan, da bi mi bila taka muka in bi mi bilo pol tudi tako žal, da sem šel v Namibijo, pa da sem 2 dni zajel po domače povedano, tako da jaz nisem mogel. Se pa veselim srečanja after kao, ki bo ga organiziral v Franciji, preseb doma v Beli krajini, in smo ke vsi vabljeni, sicer nimamo še datuma. Lejte, tam ga bom pa tudi jaz malo spil, ampak bom šel kaj dober pripravljen. Jaz bom šel popoldne tisti dan spat, da pridem kaj spočit in da se imamo dober. Tako da to komaj čakam, to ne bi bilo jesen. Drugač pa za konec, da še povem,
da mi je bilo tole vse skupaj res top izkušnja. Lejte, veliko stvari sem se naučil, spoznal nove ljudi, tudi super je bilo. In lejte, en me je vprašal, če sem kaj bolj bogat. Mislim, bogat, to je mislil notranje, ne finančno, ker sem šel šarugatom v Namibijo. Sem rekel, sigurno, če ne drugega, od zdaj naprej si še bolj želim potovati, pa sem si že prej, pa tudi, veste, ker sem videl te stare upokojence, ki se tam s tem džipi vozijo, potujejo, kar grejo po celi Afriki, pa tako. Sem se rekel, jaz bom tudi enkrat. In lejte, še bolj se je v meni usadlo v glavo tu potovati. Tuk lepih stvari je za videti, tuk lepih stvari za doživeti, da moram to izkoristiti, kar maksimalno še lahko. Tako da, če so ti všeč potovanja, spremljaj me tudi v prihodnosti, ker pred mano je še ogromno zanimivih potovanj, zanimivih videov, zanimivih doživetij, tako da tisti, ki še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, pa zasledite me tudi na Instagramu. Že v kratkem obljubljam zelo zanimive vsebine. Pa ful hvala ti, da si tole gledala do konca, ker tole je skoraj 2 ure dolgo, tako da niso vsi gledali do konca, ne. Moram pa reči, da čeprav so te moji videi dolgi, nekateri se pritožujejo, da so predolgi, ampak glejte, ful ljudi jih pa gleda do konca, tako da, glejte, jaz ta video ne bi znal krajšega narediti, ker bi neke stvari ven dal, pa jih potem vi ne bi videli. Ne vidim problem v čemu, če je dolg, saj če nimaš zdaj 2 ure cajt pogledati, pa pogledaš pol ure, jutri pol ure, pojutrišnjem še pol ure, pa še enkrat pol ure, pač takrat, ko imaš čas. To je to. Ful vam hvala, lepo se imejte.